Dober dan še enkrat, spoštovane gospe in gospodje. Spoštovane državljanke in državljani, danes sem na podlagi Ustave Republike Slovenije in Zakona o volitvah v Državni zbor podpisal odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije danes, 9. februarja 2022. V skladu z njim se za dan razpisa rednih volitev, s katerimi začnejo teči roki za volilna opravila, šteje ponedeljek, 14. februar letos. Redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije bodo potekale v nedeljo, 24. aprila 2022. V zvezi z datumom volitev čutim dolžnost javnosti pojasniti razloge za njegovo izbiro. Pri odločitvi glede izbire datuma sem vezan na Ustavo in zakonsko določene roke. Skladno s predpisi se redne volitve opravijo najprej 2 meseca pred potekom 4 let od prve seje prejšnjega državnega zbora in najkasneje 15 dni predtem. V skladu s tem je prvi možni datum za izvedbo letošnjih rednih volitev v nedeljo 24. aprila. Zadnji možni datum pa bi bil v nedeljo 5. junija. Po presoji vseh okoliščin in po ločenih posvetih s poslanskimi skupinami sem se za dan volitev odločil izbrati prvi možni datum, 24. april 2022. Prepričan sem, da je v sedanjih političnih razmerah izbira prvega možnega datuma volitev najprimernejša. V zadnjih 2 letih je bilo slišati številne pozive po predčasnih volitvah, o čemer bi lahko odločila vlada ali Državni zbor. Vendar nista in volitve bodo redne. Za dan volitev pa je izbran prvi možni datum med vsemi. Med drugim to omogoča oblikovanje vlade še pred parlamentarnimi počitnicami. Danes je tretjič, ko v svojih 2 mandatih kot predsednik republike podpisujem odlok o razpisu volitev v Državni zbor. 2-krat, leta 2014 in 2018, so bile volitve predčasne. Letos pa bodo volitve redne. Poleg presoje političnih okoliščin je letos izjemoma velikega pomena presoja zdravstvenih razmer. Glede tega sem upošteval naslednja dejstva. V državi ta čas ni razglašena epidemija. Ukrepi za zajezitev okužb se ne zaostrujejo, temveč se rahljajo. Volitve so bile razmeram primerno v času pandemije izvedene v številnih evropskih državah, nenazadnje predčasne parlamentarne volitve samo nekaj časa nazaj na Portugalskem. Pri nas smo lansko leto uspešno izvedli referendum. Pri odločanju glede datuma volitev sem glede na politične in zdravstvene razmere lani jeseni ocenil, da je za vse in vsakogar pomembno in najbolje, če javnost čim prej seznanim svojo namero glede tega. Zato sem že v začetku novembra lanskega leta opravil ločene obiske pri vodjih vseh poslanskih skupin v Državnem zboru
ter se ob robu posvetov o drugih vprašanjih posvetoval tudi o izbiri datuma volitev. Izkazalo se je, da so, razen ene poslanske skupine, vse ostale načelno soglašale z mojo namero, da za datum volitev izberem prvi možni datum, torej 24. april 2022. To sem javnosti sporočil tukaj v veliki oziroma kristalni dvorani predsedniške palače že 5. novembra lani. Prav tako sem ocenil za koristno, če še pred današnjim podpisom odloka o svoji nameri uradno obvestim Državno volilno komisijo. Zato sem jo 20. januarja letos povabil na srečanje, jo obvestil o svoji odločitvi in jo zaprosil, naj s pripravami na volitve ne odlaša, saj so spričo zdravstvenih razmer te priprave in izvedba volitev še toliko bolj zahtevne. Hočem poudariti, da je bilo pravočasno, celo predčasno obveščanje javnosti in institucij o moji nameri glede izbire datuma volitev zelo pomembno in koristno v prid vseh in vsakogar. V tem smislu pričakujem, da bodo volitve izvedene tako, da bomo imeli vsi možnost oddati svoj glas in izvoliti novo sestavo poslank in poslancev Državnega zbora in da glede njihovega izida ne bo nobene sence dvoma. Spoštovane državljanke in državljani, v tem okviru, v okviru jasnosti in predvidljivosti, danes napovedujem moje ravnanje, ki mi ga po volitvah pri sklicu konstitutivne seje Državnega zbora in oblikovanju vlade nalagajo ustavne in zakonske pristojnosti. Zlasti se mi zdi pomembno obvestiti politične igralce ter seveda vso javnost o podelitvi mandata za sestavo nove vlade. Mandat za sestavo vlade bom po posvetih z vodji poslanskih skupin, kot to določa 111. člen Ustave Republike Slovenije, podelil tisti kandidatki ali kandidatu za predsednico ali predsednika vlade, ki bo med poslankami in poslanci užival potrebno, torej absolutno podporo, 46 glasov ali več. Vodje poslanskih skupin bom prosil, da mi to podporo izkažejo s podpisi poslank in poslancev. Zavedam se, da to ni predpisana norma. Toda zlasti izkušnje po volitvah predsednika vlade leta 2018 in 2020 napotujejo k običaju, da se potrebna podpora izkaže predsedniku republike s podpisi poslank in poslancev. To se je izkazalo za zelo koristno in verodostojno, ko so februarja 2020 predlagatelji izkazali potrebno podporo za kandidaturo sedanjega predsednika vlade z zadostnim številom podpisov poslank in poslancev. Prav tako želim odločevalce in javnost po tej poti seznaniti, da bom v primeru, če po posvetih s poslanskimi skupinami ne bo nedvoumne podpore poslank in poslancev kandidatu za mandatarja, priložnost za izvolitev na ta položaj zaupal predsedniku ali predsednici stranke, ki bo relativna zmagovalka volitev. Glede vprašanja relativnega zmagovalca volitev je potrebno pred volitvami jasno odgovoriti na vprašanje, ali naj koalicija strank, ki bodo na volitvah nastopile samostojno, pri odločitvi glede podelitve mandata za sestavo vlade razumem kot seštevek poslanskih mandatov vseh teh strank, ki jo sestavljajo, ali ne. Spoštovane državljanke in državljani, ob današnji priložnosti naj v luči bližajoče se predvolilne kampanje izrazim še nekaj pozivov in želja. Prvič, ves ta politični proces je na koncu vseh koncev namenjen ljudem, da se kot ljudstvo, kot suveren odločimo o tem, koga in zakaj želimo na oblasti, neposredno v zakonodajni in posredno v izvršni veji oblasti. Nam vsem kot ljudstvu, kot suverenu, na volitvah
poslank in poslancev v državni zbor pripada ta izključna pravica. Namen tega demokratičnega političnega procesa je, da nam tisti, ki se potegujejo za naše zaupanje in mandat, čim jasneje, razumljivo, pošteno in po najboljših močeh utemeljujo, zakaj so prav oni najboljša izbira za nas in za Slovenijo. Drugič, povsem razumljivo je, da se v predvolilnem času poudarjajo razlike med tekmeci. Razlike so nepogrešljiv sestavni del demokratične družbe in demokratičnega političnega odločanja. Vendar, na koncu vseh koncev, soočanja razlik služijo temu, da se ugotovi, kdo in kako jih je sposoben upoštevati in premostiti v skupno dobro. Pozivam vse, da imajo to poslanstvo skrbi za skupno dobro nenehoma pred očmi. Tretjič, pozivam k visoki ravni kulture dialoga. Politične, ideološke in druge razlike, ter zlasti ton razprave v predvolilnih soočenjih naj razdvojijo le toliko, kolikor si lahko potem kot skupnost znova opomoremo. Vse, kar bi bilo nad to sposobnostjo obnovitve politične, narodne in čisto človeške skupnosti, bi v osnovi spodkopalo načrte za našo skupno uspešno prihodnost. Tako, kot bo nekdo zmagal, tako bo vladal. Ne bo mogoče zmagati z razdvajanjem, potem pa vladati s pozivanjem k sodelovanju in enotnosti. In ne nazadnje, zelo pomembno je, da se ljudje lahko odločimo, komu naj zaupamo mandat tudi na osnovi načrtov za prihodnost. To se mi zdi zdaj zelo pogrešano. Predvolilna soočanja naj ne bodo zožena zgolj na vprašanja, kdo bo sodeloval s kom ali proti komu. To je tudi zelo dragocen čas za razpravo o vizijah in stvarnih načrtih naše domovine za njeno prihodnost. Redko kdaj, tako kot letos, zaradi prelomov v razvojnih paradigmah in spremenjenih globalnih okoliščinah, potrebujemo verodostojno programsko in vsebinsko razpravo. Od načrtov za nadgradnjo javnega zdravstvenega sistema, preko gospodarskega okrevanja in socialne povezanosti po pandemiji, do uveljavitve vladavine prava in nenazadnje naše evropske in zunanje politike. Spoštovane državljanke in državljani, želim si, da bi se nas čim več udeležilo skorajšnjih parlamentarnih volitev. Vsak bo glasoval po svoji vesti in tako kot meni, da je prav zanj in za skupnost. Prihodnost naše skupnosti se je znašla pred številnimi problemi, toda tudi pred številnimi priložnostmi za boljše in bolj pravične rešitve. Želim si, da bi v naslednjih mesecih spoštljiva in vsebinsko bogata razprava ljudem ponujala oprijemljivo upanje in optimizem glede naše prihodnosti in prihodnosti vseh naših otrok. Hvala za vašo pozornost in vse dobro. Zdaj pa bom, kolikor bom to lahko, odgovoril na kakšno vaše vprašanje, če ga imate v zvezi z podpisom odloka o razpisu volitev. Prosim, gospod. Ja, pozdravljeni, Leja Majcen, STA. Mene zanima, v javnosti so se pojavile nekatere informacije, da okolikor bi bila res huda epidemija, da bi se ponovil še en val z velikim številom dnevno okuženih, torej da imate vi vzvod potem te volitve prestaviti. Ali to drži, na kakšen način? Hvala. O tem ne razmišljam. Povedal sem v svojem nagovoru, da so bile v zadnjih 2 letih izvedene v različnih okoliščinah epidemije, pandemije, volitve na lokalni, deželni in državni ravni v več kot 40 primerih. Tudi pri nas je bil izveden referendum. Menim, da v tem smislu to
ne predstavlja skrbi. Imel sem sijajen, odkrit razgovor z Državno volilno komisijo. Zaupam Državni volilni komisiji, da lahko v vseh okoliščinah epidemije, pandemije, okoliščinah, ki so nekoliko drugačne, kot so običajne, pripravijo volitve tako, da bo lahko glasoval vsak in da bo izid volitev nedvoumen v tem smislu, da so volitve legitimne in legalne. Metka Majer, POP TV. Če smo vas prav razumeli, ste imeli tudi nek poziv, torej prav koaliciji KUL, da naj natančno pove, kako naj jo vi razumete, potem, ko se boste z njimi pogovarjali. Zakaj se vam zdi to potrebno že zdaj pred volitvami? Glejte, ves čas tega procesa mojega odločanja o razpisu datuma rednih volitev v Državni zbor sem poskušal z odločevalci, institucijami in javnostjo deliti vse moje odločitve čim prej, čim bolj jasno, čim bolj transparentno, da so pravila jasna, da kasneje v izvedbi tudi tisti, ki zadeva moje pristojnosti, ne bo zadreg. V proporcionalnem volilnem sistemu so volilne koalicije redkost. Jaz se spomnim koalicije Demos, ki je kot koalicija strank, ki so samostojno tekmovale na volitvah, dobila večino v takratnem družbeno-političnem zboru. Ni pa bila kot stranka, ena izmed njih, relativna zmagovalka volitev. Zato se mi zdi v izogib polemikam, ki so bile takrat, kasneje se ne spomnim, da bi bile koalicija strank, tokrat v tem primeru so, morda bodo še kakšne, ne govorimo o nobeni posebej. Želim do razpisa volitev, torej do izvedbe volitev, razčistiti, ko bi se pojavila možnost, da poslanke in poslanci po posvetih z vodji poslanskih skupin pri meni ne bi izročili naprošenih 46 več glasov, da vnaprej vemo, kdo potem velja za relativnega zmagovalca volitev. Ali je to posamična najmočnejša stranka ali pa torej skupina strank, ki sicer kandidirajo samostojno, vendar se imajo za koalicijo. To vprašanje mora biti z tega vidika, vsaj zame, za nekoga, ki bo podelil mandat še pred iztekom volilne kampanje jasno, da potem kasneje ne bi bilo problemov. Jaz seveda upam, si želim, zato sem se tudi letos odločil na osnovi izkušenj za tako izbiro, da bom po posvetih z vodji poslanskih skupin dobil 46 ali več podpisov in tako lahko podelil nekomu mandat, za katerega bomo lahko pričakovali, da bo tudi na tajnem glasovanju dobil potrebno podporo poslank in poslancev. Toda, če se to ne bi zgodilo in hočem imeti razčiščene vse najmanjše podrobnosti, potem bo ta mandat dobil relativni zmagovalec volitev. Če ne bi bilo koalicije, to seveda stranka, ki zbere največ glasov in ima največ mandatov v Državnem zboru. Toda prav lahko bi se, kot leta 90, pojavilo vprašanje, ali potem nemara ni mogoče razumeti za zmagovalko volitev koalicijo strank, ki so posamično zbrale seveda več glasov od ene druge stranke. Sem bil dovolj jasen za vse? Hvala. Prosim, gospod. Dolgo ste si prizadevali za to, da bi pač uresničili in popravili tisto, kar je naložilo tudi Ustavno sodišče, se pravi spremenili način volitev, pa nekako veliko je bilo tudi posvetov, ki ste jih organizirali, pa nekako ni bilo volje za to. Ves čas smo vas ob tem poslušali, da dajmo to rešiti v smislu, da ne bo potem dvoma v legitimnost volitev. Ste zdaj s temi rešitvami zadovoljni oziroma že sicer se zna pojaviti ta dvom, je bila mogoče to, bi se dalo kaj več narediti za to? No, naj sklenemo z uspešnim zaključkom teh posvetov in nalog, ki so jih imeli pred seboj poslanke in poslanci, sprejeli so popravke zakona in s tem upoštevali zahtevo v odločbi Ustavnega sodišča, da popravijo velikost volilnih okrajev, tako da ti niso nesorazmerno veliki med seboj. Tako upam, mislim, sem prepričan, da je odpravljena
neka nevarnost, ki bi sicer, to sem, veste, takrat velikokrat povedal, visela kot senca dvoma nad temi volitvami. Z tega vidika menim, da ni nobene sence dvoma. Še kakšno vprašanje? Ne? Potem se zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim še naprej lep dan. Hvala lepa.